Zakon stvar tole za nas Gorenjce, samo ugotoviti moram, kako to priklopim na hišno omrežje, pa imam zastonj štrom. Pa še zastonj telovadbo, kaj če slepšega. Ni tako simpel tole. Lik za eno let lučko za pol minute sem pretekel. Jaz se moram itak šparati, ker mi zdaj čaka še maraton. No, sicer je pa tole en hud trak, ki ga je Volkswagen razvil skupaj z inštitutom Jožef Štefan in sploh ni priključen v omrežje. Namesto tega zna mehansko energijo spremeniti v električno in evo, štrom je tukaj. Ker je Volkswagen glavni sponzor 23. ljubljanskega maratona, bodo okvirno izračunali, koliko elektrike bodo pridobili s tekom vsi tkači skupaj in potem bodo društvo Rdeči noski dali v enoletno porabo električni avtomobil, z njim pa bodo lahko prevozili toliko kilometrov, kolikor jih bomo natekli tekači skupaj. No, preden dam svoje vate zraven, vam pokažem, kako zahtevna je organizacija takšnega dogodka in postavljanje vseh merilnih mest. Smo začeli že zelo zgodaj. Evo, ura je 7:30 zjutraj, še dan se dejansko ni naredil. Z ekipo Timing Ljubljana, ki je eden ključnih organizatorjev ljubljanskega maratona, gremo zdaj postavljati zanke in časovne ovire, da bo potem vse potekalo tako, kot mora. Zakaj tik pred zdajci? Zato, ker ne moreš mesta ohromiti kar en teden prej in tudi kakšen kos opreme rad zgine, če predolg kje stoji. V mojem krafterju je naloženo nekaj 100 kg robe, ki jo moram pripeljati do kongresnega trga, da bo res potem vse ok. Kdo bi si mislil, da je za en maraton potrebne toliko organizacije in toliko ljudi, a ne? Imamo štart, imamo cilj in 8 vmesnih časov. Če bi seštel skupaj, je to cirka 80 tepihov, tako zvanih anten. Potem zraven grejo še vsi greyboxi, to so dekoderji, ki sprejemajo vsakega tekmovalca s čipom. Merilna ekipa šteje 45 ljudi, samo za meritve, dočim je pa kompletna organizacija preko 1400 osebkov. Torej letos je približno enako kot lansko leto. Prijavljenih jih imamo 26 295. Seveda, glede na vremenske pogoje, kakršne bojo, bo sigurno nekaj usipa. Maksimalno je že napolnjen ta ljubljanski maraton, tako da limit smo že zdavnaj presegli. Zdaj je samo še stvar tujih tekačev, da pridejo na ljubljanski maraton. Timing je za potrebe organizacije dobil 14 Volkswagenov za delo, od tega tudi 7 transporterjev in en multivan, da bodo poskrbeli za VIP prevoze tujih maratoncev. Jaz pa pripeljem še tele zadnje kose, potem pa je dejansko vsa oprema tam, kjer mora biti. No, sicer pa je v tem mojem krafterju prostora za 6 potnikov, za tisto predeljno steno pa je še kakšnih 7 kubikov velik tovorni del. Tako da, ko tole konča, grem dejansko lahko po en hladilnik ali pa 4, potem pa na eno kosilo, malo pauze, potem pa erekcija. Mislim, akcija, tek, no. Zdaj pa kar s kombijem skozi cilj. Po mojem bom taprl. Moram paziti, da jim tega modrega tepiha ne strgam ali pa zmečkam. A to šteje, če s kombijem priješ? Evo, cilj smo postavili, zdaj pa še štart. Ja, ker ta vrstni red je nam bolj logičen. Sicer pa ste opazili, da se vozim po centru Ljubljane, tam, kjer je zaprto za promet, pa sploh ne poznam Jankoviča. Mislim, jaz ga, on mene ne. Jaz sem pripravljen, imam hudo konkurenco, ampak sem pojedel en ta velik hamburger in imam dovolj ogljikovih hidratov za ene 3 ure teka. Bom na ta zadnji.
No, tole je bilo kar naporno, ampak nekdo se je mogel žrtvovati. Tekači smo v 2 dnevih skupaj pridelali približno 7500 kWh energije. In če moja hiša dnevno poraba približno 25 kvur, je to za skoraj 1 leto elektrike. Moram tisti trak nekako res pripeljati domov pa povezati s hišnim omrežjem in pol še folk ne šuntati, da teče kar reč pri meni.